Prosim, če pristopijo delegacije, in sicer Mestne občine Ljubljana, delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Ljubljana Center in krajevne organizacije 24 talcev, Socialnih demokratov in Levice. Prosim. Pożarne
Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje? Zakaj vam niso vpisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka slutnja greh, ko si vsak želi uteh in skriva vsak po svojih sapoteh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh. In takrat bi se zavedeli, kaj naš up velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je nebroj. To so bile tudi danes še zelo aktualne besede mladega in nežnega fanta, a hkrati velikega upornika Karla Destovnika Kajuha, ki se ni bal povedati, kar so mu spletle njegove misli, pa ne so bile le te izrazito romantične ali pa so klicale k uporu in svobodi. Pa jih poslušajmo. Še veš, ko si prinesla mi jasmin in rekel sem, to cvet je bolečin. A ti, kot da bi mi verjela, si moje roke v svoje vzela in plaho zatrahtela. Potem si k meni se sklonila in kot slovo me poljubila. Kako si prav tedaj slutila. Zdaj čakaš za rešetkami vsak dan, kdaj tvojo denem svojo dlan. Kot takrat, ko je cvel jasmin, le brez strahu in bolečin. Sedaj pa prosim partizanski pevski zbor, da zapoje pesem Nismo se uklonili. Sedaj pa prosim tovariša Zorana Jankoviča, župana Ljubljane, imenovane tudi kot mesto heroj, da z nami podeli nekaj svojih misli in razmišljanj. Prosim. Te pa kot Poljac lahko tudi? Absolutno. Bomo zelo veseli. Spoštovane tušice, tovariši, drage Ljubljančanke in Ljubljančani, naši prepuščaki, pevci in pa jasno ne, predstavniki Poljanske gimnazije, kot tudi moja gimnazija. Tle od zadaj sem igral nogomet. Včeraj, tudi šolo sem obiskoval, tudi naredil. Včeraj sem dobil zame najbolj pomembno priznanje Zveze borcev. Še enkrat ponovim, se sliši. Zveza borcev mi je podelila častno priznanje, ki stoji že v naši mejni srednji sobi, in na to priznanje sem res ponosen in hvaležen Zvezi borcev in naši Julki, ki ne samo da je predsednica Zveze borcev Ljubljane, ampak je tudi moja prva direktorica, to tudi nekaj pomeni. Da ne rečem zdaj, da smo zdaj povezani, najprej gimnazija Poljane, ne vem, če še kdo od profesorov z ekonomske fakultete, ali pa mojih sošolcev, in potem prvo delovno mesto pri Julki.
80 let je dolgo obdobje, ampak to, kar danes tu vidimo, občutek imam, da nas je vedno več, ki s ponosom stojimo in ki se nismo uklonili. Nismo se uklonili Janševi vladi, nismo se uklonili referendumu, ki jih bomo Janševe zavrnili oziroma sprejeli predlagane zakone, podprli našo vlado in enostavno dovolili, da naša vlada spelje postopke tako, kot je treba, da nazaj dobimo našo televizijo. Mnogi pravijo, čim prej to naj se uredi, pogledajte, kaj delajo. Jaz pravim obratno, ne traja še en teden, še 14 dni, kajti vedno bolj bomo borbeni, vedno bolj bomo zahtevni, bom rekel, tisti, ki uničujejo javno televizijo, ne morajo jeti na smetišče zgodovine. Tudi danes tu, če gledam spomenik, kako je lepo obnovljen, moram povedati, da v celem letu, ki mineva, sem imel samo eno pripombo, eno od naših meščank, ko so poskušali tisti, ki ne spoštujejo svoje zgodovine, porisati spomenik. Očitno je, da Ljubljančanke in Ljubljančani ne pustimo, da smo ponosni na svojo zgodovino, da smo ponosni na to, da je Ljubljana mesto heroj. Konec koncev, jaz sem ponosen do Titove partizanke in partizane. In to, kar so nas naučili, dati svoje življenja za svobodo, za svojo zemljo, za svoj jezik, tovarištvo, solidarnost, socialnost, to je tisto, kar tudi danes potrebujemo. Nihče ne more pričakovati, da bomo postavili spomenike tistim, ki so nas okupirali, največje zlo 20. stoletja, nacizem, fašizem, in tudi ne njihovim pomagačem. Za domobrance prostora v Ljubljani za spomenike ni in ne bo. Ampak to ne pomeni, da nismo lahko različni. Ja, smo lahko različni, ampak živimo v spoštovanju. Vsak pa, če ima neko svojo predelitev, dejstva so pa tista, ki jih ne moramo spreminjati. Zgodovino se ne da spreminjati. Mi smo bili na strani zmagovalcev in naš predsednik, tovariš Janez Stanovnik, ko je prišel z proslave Normandije, je sedel v tisti vrsti, ki so bili zmagovalci. Zmagovalci nad nacizmom in fašizmom. Spominjam se tega, ko je prišel direktno na Janča na proslavo, jaz ne bi tudi tam govoril in mi je rekel, Zoran, ne, popravim, Zoki, jaz bi nekaj povedal. Zdaj, kot tovariš Stanovnik, oder je tvoj, moj čas je tvoj in ta njegov ognjevit govor, tega bi mogli vsi poslušati in ponavljati. Ampak gre za to, da te mladim omogočimo, da živijo tako in tako v najlepšem mestu na svetu, ampak po zaključku srednje šole, fakultete, vodijo podjetje, vodijo državo z nekim drugim ciljem, brez tega sovraštva, ki ga v tej mestu poskuša SDS ustvariti. Ampak Ljubljana je mesto heroj, z lahkoto bo te napad odbila in vedno bomo stali pred spomeniki, ki častijo naše partizane, naše pesnike. Pri 20 letih imeti tak pogum in tako močno voljo, ter tudi ljubezen, ki jo je našel v Ljubljani, samo kaže, da se leta množijo, ampak zdrav duh ostaja. Želim vam lepo praznovanje. Želim tega, da ne pozabite, da je ta pesem, ki je bila prva izvedena, naša himna Ljubljane, ki je pojemo vsakega 9. maja na gradu, in ko pride 700 ljudi, velika večina stoji in poje himno. Tisti, ki sedijo, vemo, kam pašejo, ampak to je njihov problem, ne naš. Bodimo še vedno skupaj, vas starejše, kamor še jaz padam, pa čaka sam en napotek. Te naše ideje, te naše prehojene kilometre, ta naša leta, naj bo zato, da govorimo o svojem življenju našim zanamcem, otrokom, vnukom, oni pa ne zberejo od tega, kaj je primerno za njihovo življenje. Vse dni smo med sive zidove zajeti, med šolske klopi in uradne obraze,
med svete podobe in razne ukaze. Težko, pretežko nam je tukaj živeti. Tam zunaj pri vas je trpljenje in boj, tovarne in polja in ritem življenja. Tam zunaj bijo se ljudje za obstoj in pesmi so tamkaj in čudežna vrenja. A tu govorijo o drugih rečeh. O zvezdah in kraljih nam tu govorijo. O trenju tam zunaj in živih ljudeh pa vselej skrivnostno molčijo. Še pomnite, tovariši, kako bilo je sleherno jesen, kako smo verovali v tistih dneh. Spomladi se vzdramilo bo v ljudeh, tako smo vselej hrepeneli. Brez hrepenenja ne bi doživeli jeseni, ki prihaja zdaj. Jeseni, ki ni naša in vendar naša bolj kot vse do zdaj. Od vse povsod, z gora, gozdov, z porušenih domov in iz grobov kriči: zaupajte, tovariši, varujte, v jeseni tej ni hrepenenje kalna voda. Kot divji, hrzajoči konj prihaja k nam svoboda. In naj še sama nadaljujem z besedami mladega Karla Destovnika Kajuha, vezanimi na dragocenost, kot je svoboda. Hoteli na obraze so na gobčnike nam natakniti in v kri nam hočejo strahu naliti. Po oglih so predpisi novega sveta nabiti, želeli bi ukaze nam srca razbiti. Ne bodo nas, tovariš, saj veš. Za nas predpisov ni nobenih in določb in potnih dovolilnic. Sami si potne liste pišemo v teh dneh. Papir iz izdajalskih je teles, platnice so iz kož vlačugarskih metres in boj nanje udaril je pečat. Zato naprej, naprej v napad, kdor z nami je, zanj ni pregrad. Sedaj bo pa še partizanski pevski zbor Dragocenost svobode poudaril z dvema pesmima: Bratje le k soncu svobodi in Domovina naša je svobodna. Naj se pesmi slišita daleč prek zidov in pregrad. Bratje
Zdaj imamo naslednjo nedeljo, gremo na volitve. Dajte uno našo jurišno, na juriš. Gremo zmagati. Pa kaj pomagajte?
zdaj pa mislim, da so nas res slišali tudi tisti, ki si tako vztrajno mašijo ušesa in zakrivajo oči pred resnico. Tako da, to pa je bilo. Zdaj se bi pa rada zahvalila vsem, ki ste se poklonili spominu 24 talcev. Posebna zahvala pa gre seveda vsem sodelujočim na letošnji prireditvi. Županu Mestne občine Ljubljana, tovarišu Zoranu Jankoviću. Gardni enoti Slovenske vojske. Kvintetu trobil Orkestra Slovenske vojske in njihovemu vodji, gospodu Tomažu Podlesniku. Partizanskemu pevskemu zboru in njihovemu dirigentu, gospodu Jakubu Barbi, ter harmonikarju, gospodu Branku Sladiču. Našim zvestim praporščakom, in dijakom Gimnazije Poljane. Dobijo vsi 5 vsako leto, brez skrbi. Jaz bi pa rada naše srečanje zaključila z besedami gospoda Matjaža Kmecla o Karlu Destovniku Kajuhu. Z njim imamo velikega poeta, ki ni samo poosebljen dokument časa, temveč je izpovedovalec najgloblje in najbolj čiste nadčloveške človečnosti. Torej, drage tovarišice in tovariši, ohranimo tisto, kar nas dela ljudi, in to je človečnost. Hvala. Zdaj bi pa mogoče še jaz malo prekršila pravila, tako kot gospod župan, in bi prosila, če lahko še enkrat vsi skupaj zapojemo Hej brigade. In res naj se sliši daleč, daleč, daleč. Hej brigade, hitite, razhodite, zadrite požigalce slovenskih domov. Hej mašinca, zagodi naj odmeva, povzodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej mašinca, zagodi naj odmeva, povzodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih, oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Po slemenih, oblačnih in po grapah temačnih se od zmage do zmage naprej. Čez Poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodaj kot vihar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, kdo zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Hvala in nasvidenje naslednje leto.